Mi bomo šli zdaj delati, če me boš rabila, pa pokliči. Ok? Dobro. Drugače imaš pa tam asistentke, lepo bojo pomagali. Evo, ok. Čau. Ja, ja. Evo te. Eccola, vedi. Dobar dan. Dobar dan. Imamo metlo, čarabi ste. Ja, lahko prideš tudi k meni malo počistiti atelje. Zdaj nisem bil 3 leta. Ma imaš dve tam zdaj, lahko te kaj počistijo. Imaš dve gospodinji. Ja. A, tako ste obiskali hriže. Ja. Videla, se te boš upekla. In kaj ste poslikali? Ste poslikali kaj? Imamo vse sorte, ja. Pa ga ni Marjana. Ne, Bi kaj tudi noter? ni toliko časa, veš, da bi vse to. Moramo biti ekspresni. No. Vse lepo. Z njo imava zdaj tudi skupaj njivo. Ona gostuje pri meni, pa mi tudi pomaga kaj. In smo vzredili Pa kar je nekaj v prišel tej jelen, suši. pa nam je pojel. A res? Tako povede Dani, Ja, ni jo ja. fežo. No, in strašna suša je bila, ne. Ampak kljub temu je zraslo toliko, da je Irena skozi dobivala sveže napitke. Se pravi, Je preden, veste, Je, je skrb. res. ne, zelenjavo smo kar samoskrbni tu. Kukar umetnik je za vse, je tudi za zelenjavo, ne samo za umetnost. Poleti moraš iti vsako reč kupiti. Veš, kako bi izgledalo? Vsak peteršilj kupiš v veletrgovini. Pa vsako rožico. To, ja. No in kaj, kdo je to narisal? Vi. Hm? Vi. A zdaj sem vi? Ja. No, Neža je taka radovednica, ne? In zadnjič je prišla s to knjigo k meni in je rekla, lej, kaj imam jaz? Ali nekaj podobnega. Ja, za domače branje. Za domače branje imajo. In potem je rekla, in veš, kdo je to ilustriral? Ti. Zdaj mi pa reče vi, zato ker mama tako reče, da mora me vikati. Poezija dopušča, ne, jaz sem užival vedno, kjer sem najdel prostor za domišljijo, ne, ker pri zgodbah je včasih bolj fiksirano. Saj veš. Ne. No, in sem vesel, da zdaj prebira že naslednja generacija. Bina Štampež-Mavc, Sonce. Sonce je zvezda žareča kot sonce, bleščeča savana, naročje in hrana. Iz koščka te zvezde poganjajo veje, rodijo se trave, pšenica se seje. Košček te zvezde so lokvan na vodi, metuljev sprevodi in senc mimo hodi. Košček te zvezde so školjke in kiti, ljudje in termiti, lačni in siti. Košček te zvezde je zemljin obraz, košček te zvezde svati in jaz. Mladosti, po mojem, nihče ne pozabi. Ne. Pri meni je bila kako bi mladost razigrana, brezskrbna. Veliko sem prebival v domačem gozdu, pa tudi ob Dravi. Se mi pa zdi, da me je prav narava nekako posebej determinirala. Jaz sem zelo rad zahajal v naravo in sem hotel biti sam, ne. Hkrati je pa bilo veliko otrok in te igre in tega je bilo ogromno, ne. Tako da nisem bil skozi nek samotarski, ampak smo se pač družili in hvala Bogu, v tisti generaciji je bilo ogromno otrok. To smo nabijali žogo, se skrivali, lovili, zemljo krasti, mislim vse to, kar je bilo takrat na sporedu, ne.
smo dali. Potem pa, no, in v tem okolju, poleg narave, bi rekel, in gozda, kamor sem zahajal, težko je razložiti danes, bi rekel, tiste občutke, ki sem jih imel. Ampak so bili zelo, kako bi rekel, to občutanje je bilo toliko močno, da sem jaz potem šele čez 20-30 let sem nekako videl, da se me to še vedno drži. Skoraj neko, kako to imenujejo, mistično doživetje, mislim, razodetje. In se zdaj spomnim, kako sem vpijal tale gozd, ne, ki je nekako moja prispodoba pri delu, ne, mi je vedno gozd kot tak, kot organizem, cel, ne, v celoti. Kako bi rekel, spomnim se vetriča, vonjav, zvokov, mislim, celostno, no, sem doživljal, ne. Pa tudi neke presežke, ki se jih ne da razložiti, ne. Pri mojem delu je en temeljnih principov ta, ne, da delam sede. Bi rekel, posledica tega položaja je ta, ne, da seveda, da delaš na bližino. Ne vem, jaz sem sčasoma nekako to začutil kot ljubezenski objem ali pa bi rekel, kot pri odnosu mama in dojenček, ne. In ta princip mi je nekako tako ostal, da sem, ko sem občasno splezel na večji format, kjer je drug pristop, se pravi drugačna komunikacija, drugačni gibi, tam delaš s celim telesom, ne, je ta osnovni princip, ki ga imajo sicer vsi ilustratorji, več ali manj, ne. Samo jaz sem se tega prav zavedal in sem ga tudi vključil nekako v te moje meditacije, ne, z materialom. Bi pa še nekaj povedal, ja. To je zanimivo. Kako sem jaz slikal, ne, v določenem obdobju. Se pravi, ko sem postavil osnovne ploskve, ne, sem bral pravzaprav sliko tako, da sem gledal skozi sliko. To je neverjeten pogled, ne, ker ko ti tehtaš barve in bi rekel, to interakcijo med barvami, pa ta začutiš in je v bistvu kar eno doživetje, hecno, ne. Jaz sem to slučajno odkril, da lahko delam tudi na ta način. Vstopanje v bi rekel, samo slikovno polje, ne, ta belina, ki je za ene prekletstvo, ne, mislim, te lahko zavira, je bila meni izziv. Jaz sem pač iskal, tehtal najprej tudi kakšne skice delal, ampak določene knjige, bi rekel, ilustracije v teh knjigah zelo kompleksne, razplastene, ne, ampak so bile narejene v 10 minutah. To se pravi, je to vstopanje zelo energetsko, impulzivno in posledično se tudi pozna to v tem utripanju oziroma izžarevanju potem končane podobe, ne, ko jo narediš. Načelno sem jaz, če bi zdaj, bi rekel, s pogledom nazaj, ne, nekako se odločil, je moje polje pravzaprav poezija. Poezija v nasprotju z zgodbo, ne vem, mi je nudila večjo širino, večjo svobodo. Bolj sem lahko zaplaval, ne. Ker začetki moji pri ilustraciji so bili malo togi, ne, če pogledam zdaj nazaj. Jaz sem začel, bi rekel, ta slikarski moment razvijati šele, jaz mislim, da je bil prelom pri mitologiji, se pravi Alenka Golevšek, Med bogovi in demoni. In tam sem se malo sprostil oziroma razmahal
ne, ker mi je to nudil tekst. Mislim, tekstovna predloga je pomembna, ker to pri ilustraciji, ker te popelje, ne, bi rekel nekako. Ampak jaz sem vedno imel, pri vsaki knjigi sem imel vedno malo drugačno iztočnico. Ne. Nekje sem dobil, bi rekel, po prebranem tekstu že takoj neko vizijo, kako bom delal, ne. Drugič sem mogoče prebiral tekst, pa sem tako kakšne skice delal ob kavi. Vedno sem hotel vstopati, bi rekel, neobremenjeno v zgodbo, ne. Včasih so bile to samo neke ostaline, pri pesmi recimo je prav ta moment je pomemben, ne, ker ne rabiš faktografskih podatkov, ne, mislim, kje se je kaj zgodilo, ali je figura vezana točno na ne vem, čarovnica je vezana na svojo hiško, pa tako, ne. To je, mislim, domišljija zaobjame večji prostor, ne. Vedno sem pa hotel nekako ohranjati, bi rekel, neko energijo. Zato tudi nikoli nisem gojil nekega stila. Vedno se mi je zdelo, da bi me to omejevalo. Ampak po vsaki knjigi seveda ti ostane izkušnja. Te izkušnje že čisto zaradi rokodelskega pristopa, bi rekel, tega tehničnega, ne, torej uporaba materiala in to, ti seveda nekaj ostane, ne. Ampak vedno sem štartal iz praznine. Se pravi iz belega papirja. Iz pedagoške izkušnje recimo sem se tudi jaz naučil, ne, oziroma videl, kako se otroci bojijo, bi rekel, te praznine. Ne morejo začeti, ne, ni, ne. Drugi, rečemo zdaj, čeprav ne rad klasificiram otrok, ampak eni so bolj korajžni, oziroma bližje pa to, neproblematično vstopajo, bi rekel, v to slikovno polje. Ne. No, jaz sem zdaj malo skrenil, bi rekel, na to vstopanje, ne, v format. In takrat sem jaz uvedel tudi nekaj terapevtskih tehnik, bi rekel, pogojno. Se pravi, da ta strah pred formatom, da izgine, ne. Recimo, lahko dam za primer, to je tehnika, ki sem jaz tudi kasneje uporabljal. Nekje v enem učbeniku, ne vem, v hrvaščini so bile naštete tehnike in je bila tehnika tapas. To je indonezijska tehnika slikanja na skorju. Olupijo drevesa, dobijo ene take plahte, jih poravnajo, ne, in potem to slikajo. S čvrsto risbo in to. No, in zdaj jaz sem jim povedal pač to zgodbo o tapasu, da mi bomo pa delali seveda ponaredek tega, ker ne bomo šli dreves podirati in nimamo toliko lubja za cel razred, ne. In potem gre pa zadeva takole, ne, saj imam tu en šmir papir. Torej, bel, lep, gladek papir, ne, najprej zmečkamo. In to so bili eni frapirani. Samo niso se zavedali, da tisti moment so izgubili kompleks, ne, ker najprej ga zmečkaš, potem ga namočiš, lepo razgrneš, namočenega na časopisni papir in si je vsak izbral eno barvo in je lepo to pobarval. Seveda posledica tega mečkanja je, da se na določenih mestih papir prelomi, bi rekel, in tam je bolj vpojen, več barve vpije.
in dobiš, bi rekel, eno tako marmorirano površino. To mogoče ni najbolj posrečen, ampak je lih pri roki, ne. No, in potem so tam se pravi, dobi tudi eno tako strukturirano površino, ne, in hrapavo, no, in potem so s čvrsto risbo, ne vem, naredili fantazijsko žival, pobarvali in moram reči, da so bili zelo, zelo lepi izdelki, ne. Jaz sem pa to nadgradil tako, ne, kasneje, da ta je malo polna, no, ampak a mi daš ono tanke slani, recimo? Ja. Recimo, to je en primer, ki je ostal nedokončan, ne, in se lepo vidi. Torej, ta papir je bil zmečkan, pač po tem postopku, kot sem ga delal v šoli, ne, in potem je bila podložena, se lepo vidi, najprej rdeča, potem sem list obrnil in skozi, mene je zanimalo, kaj je na drugi strani, oziroma včasih sem pol ugotovil, da je zadnja stran lepša od te, ki sem jo delal, ne. Tako da sem jaz začel to rotacijo in iz tega je ratal potem tudi en ciklus presvetlitve, ker sem hotel dobesedno materijo, tudi fizično, ne, obdelovati in v prispodobi. Ta tehnika da eno tako trepetavo površino, ki je lahko tudi cenena, ne, ampak jaz od tega nisem bežal, ker je treba pač proces kontrolirati. Torej, če iz nasprotne strani nabiješ, bi rekel, drugo barvo, komplementarno, dobiš zelo zanimivo površino. Včasih sem pa uporabil tudi varikino in sem uporabljal posebne barve, ki so topne v varikini. Jaz sem takrat v bistvu v ilustracijo uvedel to negativno risbo. No, to je čisto nekaj drugega, ampak podobno sem negativno risbo. To je v bistvu risanje, se pravi belo na temnem, v tem primeru je sicer odtisnjeno, ampak nimam nobene tu. Torej, uvedel sem risbo, tu je par detajlov, ampak to je samo podlaga, ne. No, in potem sem to jaz razvijal še, izpopolnjeval, ne. Pri tej nedokončani se pa lepo vidi, kako bogato površino da to nalaganje plasti barv. Čez rdečo sem šel zeleno, potem pa, če je bil ta izrazit slikarski princip, seveda pa to vse potem še ročno obdelaš. Evo, malo takih vejic. Bomo videli, če najdem še kakšne ravne linije. Evo. Po bolezni moje žene sem nekako sem se naselil v tem prostoru, to je bivša štala. Predtem sem pravzaprav tu že gradil zasnove za delo z glino, s keramiko, imam tudi ene dve peči, ampak ker se je potem situacija spremenila, torej najprej koronavirus, potem kmalu je ženo prizadela pač ta težka bolezen in seveda meni ta ustvarjalna žilica ni usahnila, ta moj nemir, bi rekel, me je pač pripeljal do tega, da sem si napravil zdaj ta prostor, ki je improviziran, zato da sem blizu žene, skozi sva na telefonu, kadar jaz delam, ne.
Časovno je pa to zelo razdrobljeno, tako da vse delam po drobcih. In nekako že na začetku korone sem čisto spontano, bi rekel, z eno predpripravo, ker predtem sem že pripravljal teren za delo z materiali. Mene so poklicali materiali, se pravi za razliko od prejšnjega dela, ki je bilo namenjeno predvsem knjigi, sem jaz sklenil že pred korono, da bom nekako zaključil z ilustracijo. In potem sem pripravljal nekako, idejo sem imel, da bi šel na večje formate in nekako delo na risbi z ogljem. No, kasneje, ko so se te razmere spremenile, sem jaz nekako zelo spontano, to je spet ena od teh iger otroških, sem prišel do te tehnike frotaža. To smo mi počeli že kot otroci, recimo tako, da si vzel svinčnik in si potem nastavil papir čez kovanec in si podrsal in si potem dobil sličico od tega kovanca. No, to je podobna zadeva. Se pravi, to so kratke, 5-minutne, gre pa tako, da nekako ohranim stik z naravo, to se pravi, poberem določene elemente, majhne vejice. Mi je vedno bil izziv, da sem obdeloval včasih tudi najbolj profane stvari. Recimo resni umetniki, ne vem, so rekli, ja, pa ne bom risal rož, ne. Meni je bil to izziv, ker narava ima ogromno skrivnosti in ni kar reči, mislim, zdaj pa tega pa ne bom, ne. Torej, kar te pokliče, temu slediš. To je nekako moj princip. Seveda vsemu ne moreš slediti, kasneje se moraš tudi malo organizirati. In pogosto uporabljam še manjši format. To se pravi format teh lističev, ne. Recimo tu sem jih nekaj ohranil, najboljših primerov. In tega sem naredil kar polno mapco, ne. Jaz sem to delal nekako kot predlogo za večje formate, ampak izgleda, da mi je ta ostalina, bi rekel, dela na manjših formatih mi je ostala in takoj dobim že velik detajl oziroma stvari so tako rekoč narejene, ne. Se pravi, iščem neke silnice not, podobno kot je v kakšnem gozdu. V bistvu sem jaz kasneje razmišljal, da torej to družbeno dogajanje, kaotično, pač ta čas, ki ga živimo, in nek simbolni gozd, se pravi, sem jaz to na nek čuden način združil, ne, ta nemir, ki se pač vedno dogaja okoli nas, ne. Jaz se sicer z družbo kot tako ne ukvarjam, bi rekel, ne dobivam impulzov tam, ampak sem bolj pristaš narave. In no, to je ena zadnjih, sam nekako nisem zaključil. Ker pa vseeno spremljam, ne, kaj se dogaja okoli mene, torej vsak dan malo pogledam novice, ampak se ne poglabljam preveč, ker je tega enostavno preveč. Sem ta princip uporabil tudi kot nek komentar, ne. Torej, na nek način tudi moje čutenje sveta. No, to pa, ko sem imel obdobje, da bi delal keramiko, mi je uspelo narediti par kosov. Torej, in sem sprejel izziv
narediti kroglo, kar je zelo težko za začetnika, ampak mi je ratalo. Najprej sem si izrisal in ideja je pač bila ta, da oziroma je posoda za lešnike. Hkrati pa mi je skozi ta naša zemljica, ne, vidiš, kaj je prežgana, mi je prišla pol ena druga vsebina, kako bi rekel, ja, lahko bi bila naša zemlja, ne. Lokacija, kjer delam, ne, na zemlji. Zdaj v glavnem strop bom končal. Ko greva jest. Okej. Wow. Ne vidim hoditi z očali. Da vidim, če se niso bučke že zažgale.